V komediji Zmešnjav, kjer je izolski župan najprej želel podeželje očistiti zidanic, lop in kontejnerjev, danes sofinancira brezplačno pravno pomoč, s katero bi zaustavil rušenje pomožnih kmetijskih objektov. Razočaranim kmetom so danes svetovali v Kortah nad Izolo. Kot da bi država hotela nas izgnati z teh zemljišč. In kdo bo potem upravljal s tem zemljiščem, koga bo tu postavili oziroma kakšen smisel ima sploh vse to. Ruši se samo v vojnah in še tiste so brezsmiselne. Ako mi dođe iz Ljubljane, to res da moram rušiti, bomo srušili. Bom uzeo kopača, bom tiste olke sve uničio i bom išao proći. Peću. Jer njiva bez barake ni nič. Ako ja nema gdje staviti frezu, kosilnicu, orodje, mi parcela ne rabi. Ne? Ja, ljudje so v stiski, so kar prestrašeni glede na to, da sklad grozi z odpovedmi teh zakupnih pogodb. V brezplačni pravni pisarni se je samo v preteklem tednu zglasilo več kot 80 kmetov. Se predstavljate, kako bo zdaj človek, ki živi v enem poslopju, da ima reči v enem bloku, in kam bo dal to mehanizacijo? Zdaj pa naprej se lahko pa sami zamislite, kako bi to se sploh dalo. Najprej naj uredijo, naj se zmenijo, od koga sploh to je. Ali je to državno, ali je to občinsko. Šele pol naj pridejo urejati stvari. Najprej uredijo najprej pri sebi in pol naj delajo red naprej. Zakupnikom svetujemo, da vsi naj napišejo ugovor zoper ta opomin in počakajo, da bo pač občina sprejela ta prostorski akt, ki bo to zadevno področje pač celovito uredil. A morebitno sprejetje odloka nikakor ne daje prave rešitve. Se sklad kmetom očita kršitev pogodb, ker so se ti ne glede na prostorske akte obvezali, da ne bodo postavljali objektov. O rešitvah z našim nocojšnjim gostom, izolskim županom Igorjem Kolencem. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, kako komentirate izjave zakupnikov? No, vsekakor so tisti del, kateri je vezan, da ne morejo imeti tisti, kateri stanujejo v blokih, orodje, freze in to doma, je jasen. Cilj občine je tudi jasen. V bistvu to je totalno kaotično stanje, katero je nastalo skozi čas in moramo nehati si dajati, bi rekel, glavo kot pesek v noj. Mi moramo spremeniti te zadeve. Dejstvo je, da je zelo velik pritisk na istrsko zemljo in mi kot lokalni jo moramo tudi zaščititi. Dejstvo je, da lokalna skupnost ne upravlja s kmetijskimi zemljišči. Dejstvo je, da tisto, kar je bilo ugotovljeno na terenu, je od vil do smetišč, do zelo lepo urejenih kmetijskih objektov. Še enkrat povedano, cilj občine je, da vsi tisti, kateri obdelujejo to zemljo, imajo tudi pogoje obdelovanja te zemlje. Sklad je enostavno napisal vse pogodbe, tisto, koliko ni s strani sklada soglasje za to, enostavno ne velja. Izolska občina je skozi čas od 80. leta do danes sprejela, bom imenoval kar tako poenostavljeno, 15 prostorskih dokumentov, ki so to na takšen drugačen način dovoljevala. Prvič je sklad rekel sedaj, da bo upošteval ta 16. dokument, katerega nameravamo narediti. No, morda, če se vrnemo z zakupnikom, zakupniki so tudi nekoliko zmedeni glede pravne pomoči, ki jo seveda pozdravljajo, vseeno pa pravijo, da v bistvu je to kot nekakšna obliž na rano, ki ste jo pa sami povzročili, ker vi ste pa predlagali skladu, da opravi nadzor. No, mi moramo vedeti, da je to, kar smo se zdaj dotaknili, delček ledene gore. Ozadje je bistveno večje, interes ozadja je bistveno več. Kam je šel ves denar najemnin, kam je šel ves denar prodaj zemljišč, sigurno ne v to območje. Še enkrat povedano, mi moramo doseči, da tisti ljudje, kateri obdelujejo zemljo, ne tisti, ki imajo vikende, imajo pogoje. Sklad je dal pogodbo, je lih tako, kot da jaz rečem, beži loviti ribe, ima ti ne dam trnka za loviti ribe. Kako pa se boste lotili reševanja težav? Spodnja je dejansko sama pogodba, ki izrecno prepoveduje postavitev kakršnega koli objekta. Ja, s tem, da se tudi vse skozi ve, kakšno je stanje na terenu. Pa vi ste s skladom, ste v kontakti, ste se že srečali? V kontaktu smo s kmetijskim ministrom. Kmetijski minister zelo podpira to, da bomo našli rešitev. S skladom iščemo rešitve, istočasno smo pa na dveh bregovih, kar se tiče lastništva te zemlje, kajti ta zemlja po denacionalizaciji bi morala biti vrnjena lokalni skupnosti. In mislim, da skozi vse te aktivnosti, skozi vse te pogodbe, skozi to, kar se dogaja sedaj, se jasno dokazuje, da sklad ni gospodar
Mi želimo to dati ljudem in jim omogočiti, da bodo lahko to zemljo obdelovali. Kaj ti še enkrat povedano, cilj je, da je istrska zemlja obdelana in da ljudje, ki obdelujejo, imajo pogoje. In zaradi tega tudi pravna pomoč, zaradi tega tudi vsi postopki, ki peljejo k temu, da bodo te zakupniki lahko mirno spali, ker do sedaj, vseh teh 20 letih, imajo vsi napisano, da jim lahko sklad kadarkoli prekine to pogodbo. Najlepša hvala za enkrat za pojasnila.